No, potem prijemo pa do Volva, ki ima pospešek od 0 do 100 najhitrejši od vseh Volvov v zgodovini. 3,6 sekunde. Danes se bomo vozili pa po Barceloni in okolici. Sem me je povabil Volvo in sicer zato, da se usedem za volan njihovega najmanjšega električnega avtomobila, ki so ga poimenovali EX30. Ampak hec pri tem avtomobilu, ki ga v tem trenutku vidiš za mano, je, da kljub temu, da je majhen, ga Volvo predstavlja kot velik avto oziroma ekvivalenten vsem bistveno večjim Volvotom. Tudi stale napis tukaj gor veliko pove. Poglej, it doesn't get bigger than this. Še prvo vožnjo so poimenovali The Big Drive, ampak najprej tiskovna konferenca, pa gremo pa naprej. We are really, really proud of this car. One of the first people in the world to get behind the wheel of our new fully electric small SUV. Ok, zdaj pa preden zaštartamo tole akcijo z najnovejšim Volvom EX30, prosim lepo dobro me posluši, nekaj podobnega, kar ti bom zdaj povedal, se zares ne zgodi pogosto. Ta Volvo EX30 v resnici pride v Slovenijo šele januarja 2024, ampak pri uvozniku so zrihtali, je na vrste ekskluziven predogled in ti lahko ta avto vidiš 2 meseca pred uradnim prihodom in to je ta teden. Jaz ti zdaj povem, da danes je 6. november, v tem trenutku pripravljam vlog na objavo. Prosili so mi, da delim tale link, prek katerega se lahko prijaviš na prvi ogled. Lokacija je Neubar ali Neubar, se ne vem, kako se pravilno prebere, gre za razmeroma nov lokal oziroma bar, to je na Kolodvorski ulici v Ljubljani. Zakaj se je treba prijaviti? Razlog je zelo preprost. Najbrž zna biti naval in lažje zate kot potencialnega kupca oziroma interesenta je, da se prijaviš v svoj slot, zato da se ti ljudje z Volva lahko v miru posvetijo, ker drugače od vsega skupaj nimaš praktično nič. Torej, če želiš ta Volvo videti predpremierno v Sloveniji, praktično pred vsemi, pred januarjem 2024, še datum moram deliti, to je sreda 8.11. Time sloti so jasno navedeni na spletni strani oziroma na linku. Bo pa možno ta avto videti tudi, če se ne motim, v četrtek in tudi še petek v salonu. Mislim, da pa v soboto pa že zapusti Slovenijo. Enega imajo tukaj in tega imaš zdaj šanso videti. Pa nekaj časa ne. Stisni link, ki ti ga dam v komentarjih in to je to. Zdaj pa izvoli poglej, kako zadeva zgleda v živo, oziroma kako sem Volvo EX30 dojel jaz, kot prvi Slovenc za volanom tega avtomobila. Evo, zdaj smo že na poti k avtomobilom, kar si videl rano, ker je kartica, ki jo bo dobil ne eno, ampak 2 ob nakupu. Vsak voznik Volva EX30. Poleg 2 kartic boš dobil pa tudi tradicionalen ključ, plus še dodatno možnost, da boš avto odklepal, zaklepal, zaganjal, ugašal s pomočjo telefona. Ok, pojmo se peljati. Evo, avtomobili so tukaj. A veš, da zgleda kar našpičen. Evo, EX30, kakor češ, zdaj pa da vidim, kjera je moja. Ok, poglej, kokpitu se bomo posvetili pol, ko bomo imeli malo več časa, drugače pa takole na prvo žogo, poglej, brez pravih fizičnih stikal, razen parih površin občutljivih na dotik tukaj pri volanu, pa mogoče, evo, še tukaj za odpirati, zapirati šipe. To, pojmo se peljati, gremo zbrati prve vtise, potem si vzamem pa cajt, pa ti več povem. Vse, dizajn, motorji, zmogljivosti, doseg in tako naprej. Evo, takole zgleda prostor v drugi vrsti, ne pozab, gre za razmeroma majhen SUV. Wait, go back. The Thor's hammer we're looking for, right? Yeah. This is just the main light? Nothing. Oh. Yeah, this is it. Perfect. Zdaj pa tako moram priznati, da sva z romunskim kolegom novinarjem rabila kar nekaj časa, da sva A, našla točko oziroma prostor, kjer je popoln mer, in B, da sva našla prostor, kjer obenem tudi ne piha, zato ker je veter res smotan danes tukaj in posod. Ok, zdaj pa pojmo na avto, da ti pokažem, kaj je noga. Mislim, novo je vse, da ti pokažem, kaj je tisto, kar moš vedeti. Poglej, pa začetek sem v roko prijel kar tale papir z vsemi ključnimi tehničnimi podatki, ne skrbi, ne bom ti bral čisto vsega, ampak če že govorimo o povsem novem avtu, dajmo predelati vsaj mere. To se pravi, dolžina, ne gre za kompaktnega, športnega, električnega SUV-ja, je 4,2 metra pa drobiž, visok je 1,55 metra, širina, no ta je pa že kar povedna 1,8 metra, občutek v kabini je razmeroma prostoren. Kar se tiče pa vozne dinamike, jaz moram Volvo kar pohvaliti. A veš zakaj? Trasa, po kateri smo se vozili dobršen del prvega dela poti, je zelo zavita. Pa ne samo to, na tej trasi, recimo,
je Toyota pred 10-12 leti organizirala prvo vožnjo modela GT86. A si predstavljaš ti te ovinke in da ti tja postaviš električen avto, za katere vemo, da so razmeroma težki, in pol odpeljem 2-3 dobre ovinke tega EX30, zašiljam tja noter in začnem razmišljati, čak malo, pa koliko ta avto tehta? Ker sem imel občutek, da je precej lahkoten glede na to, kaj je električen avto z razmeroma veliko pa težko baterijo. Pa pogledam tehnične podatke, pa vidim tona 800. Zdaj smo pa tam. Pohvaliti moram ne samo to, da je podvozje razmeroma sofisticirano, da se zares obnaša kot podvozja pri večjih, težjih volvih, v tem smislu, da je zares zelo udobno. Ampak tudi ovinke pohendla bistveno boljše, kot sem jaz pričakoval. Kar pomeni lahko samo to, da mu za vozno dinamiko celostno gledan lahko dam sam pohvalo. Še volan je precej odziven, v bistvu je za vožnjo prijeten v ovinkih, na avtocesti tudi razmeroma tih, pa še poraba je bila nižja, kot sem pričakoval. To se pravi, medtem, ko smo vozili po navadni cesti, dajmo reči tam med 14 pa 16 kWh na 100 km, sicer pa pol cela poraba, ko smo gledali še avtocesto, 18 kWh na 100 km. Super podatki, ko mi čakam, da prije avto v Slovenijo, pa da naredim z njim daljši test. In to je prva, tudi približno pa ne edina pohvala, ki mu jo bom dal. Ok, zdaj pa, če ga že gledamo od ozadij, dajmo se še malo posvetiti videzu, pa gremo pa v kabino. Prav. Torej, že na letališču sem ti pokazal, da v marsičem odstopa od tega, kar ti v tem trenutku poznaš pod električen Volvo. Tale nos je precej zašpičen, torovo kladivo je precej izrazito razdeljeno v več različnih ledic. Vem, v tem trenutku te pa vse skupaj utripa, uživo obljubam, da ni tako. Všeč je to, da so zadnje luči razdeljene na dva dela, v tem trenutku ti vidiš tudi veliko svetlejše, kot so v resnici. Foro malo potemnil video, da si boš lažje predstavljal, kako je vse skupaj videti. In v tem trenutku, po mojem, se boš strinjal, da je vizualni podpis tega avtomobila precej edinstven. Zdaj, ali ti je to všeč ali pa ne, to je drugo vprašanje, boš sam povedal, vse imaš komentarje za to, da se izraziš. Ok, pejmo naprej. Zdaj pa poglej, tukaj je ena taka zelo majhna stikalo oziroma tipka, da ti pokažem prtljažnik. Torej, splošna prostornina kufra je 318 litrov, pa podn se da seveda tudi spustiti, oziroma sem ga zdaj dvignil, da ti lahko pokažem, kako se ga spusti. Evo ti ga, na. Mimogrede, ena stvar, ki sem jo takoj opazil, poglej, ogledala nimajo zunanjega roba, kar pomeni, da vse skupaj videti precej hecno. Ok, zdaj je pa čas, da se posvetimo kokpitu. Ta je na marsikakšen način precej minimalističen. Že prej sem ti rekel, da klasičnih gumbov v tem kokpitu ne boš najdel, razen pač redkih izjem. Tukaj dva gumba za dvigati, pa spuščati, šipe, pa kaj imamo še. Zdaj grem jaz v drugo vrsto, da ti pokažem ta kokpit odličen. Poglej, takole izgleda. Precej minimalistično, vse skupaj je osredotočeno na zaslon in na vmesnik, za katerega moram priznati, da po sami zasnovi, grafičnem pristopu, pa tudi načinu uporabe, mimogrede ogromno strešno okno, pa tudi načinu uporabe vse spominja precej na Teslin izdelek. Na tak način upravljanja se bo seveda treba malo prevaditi. Poglej, na kakšen način se recimo nastavljajo ogledala. Tukaj izbereš desno ogledalo in potem prešaltaš na stikalo tukaj na volanski prečki in greš levo, desno, gor, dol. Kar se pa volana tiče, porezan je zgoraj in spodaj, je pa tanek in lepo sede v roko. Drugače sem se pa zaljubil v tele kljuke, ki so zares minimalistično zasnovane in so lepo integrirane v vrata. Ok, zdaj pa še ena zelo pomembna stvar. Volvo je premium znamka. Drži? Materiali tukaj noter morajo štimati. Moram pa priznati, da je plastika zelo mehka na otip in večina površin deluje zelo kakovostno. Naslednja stvar, ki jo boš opazil, mimogrede, tele EX30 so vsi opremljeni s top opremo. Poglej, zvočnik se razprostira od levega konca vetrobranskega stekla vse do konca in ravno zaradi tega velikega zvočnika je Volvo zgubil potrebo, da bi na štimu namontiral zvočnike tudi v vrata, kar pomeni, da je sprostil več prostora tudi za tole odlagališče. Mimogrede, tudi tale material je presenetljivo mehek. Tudi trajnostno gledano se je Volvo precej potrudil. Tepihi, recimo, so narejeni iz recikliranih materialov. Tale plastika tukaj na vrhu armaturne plošče pri sovozniku in vozniku je precej mehka. Moram reči, da je malo občutljiva na različne madeže, ampak mislim, da bo moral voznik oziroma lastnik samo najti učinkovit način, kako zadevo spucati. Ok, zdaj pridemo pa do tega dela, ki prekriva spodnji del armaturke, pa tudi seveda zgornji del tukaj pri vratih. Zanimiv pristop, ne gre za čist gladek material, tele pikce, ki jih vidiš, jih malo tudi čutiš. In to mi je všeč, ta interakcija z avtomobilom, da ni glih vse čist smooth pa polikan, ker to včasih pol izpade malo brezosebno. Veš, kaj hočem reči? Sicer pa udobje sedežev, tudi tkanine na sedežih, tudi tukaj imajo veliko
opraviti z recikliranimi materiali. Tukaj je, kot sem omenil že, Volvo zelo dober. Zdaj pa tale centralni del, pazi to. Poglej, ključ daš semle, tukaj polniš lahko tudi 2 mobilna telefona, potem imamo tole odlagališče, ki je skrito pod temi vratci, vidiš? Tole je pa sredinski naslon, iz katerega, bam, prijeta 2 cup holderja, lahko pa tole tudi umakneš, pa imaš eno večjo odlagalno površino. Gre pa za dvostopenjsko odpiranje oziroma zapiranje. Ok. Pa še ena zanimivost tukaj iz druge vrste. Poglej, kam so naštimali stikala za spuščati pa dvigati šipe. Plus, poglej tole. Tole je odlagališče, ki ga lahko izvlečeš in opereš tudi pod vodo. Na ta način je tudi zasnovano. Sprav precej trpežno zasnovano za vse tiste največje svinarije, ki jih bojo otroci tle not metali, da se ne znajde tukaj noter kakšen ogrizek, veš. Pa ne samo to, tudi stili predali tukaj zadnji so posebej zasnovani, veš, imaš večji predal, pa imaš pa tukaj še eno zarezo, kamor lahko spraviš noter mobilen telefon, vidiš? Prosim lepo pogled to elegantno rešitev za električen pomik sedeža. Običajno so tukaj 2 stikali, eno položno, eno navpično položno, sedaljni del navpično za tale hrbtišče. No, tukaj imamo pa eno stikalo naprej, nazaj, oziroma sedaljni del naprej, nazaj, seveda tudi gor ali pa dol, ali pa če ga zavrtiš takole nazaj, se premakne hrbtišče. Človek se vpraša, kako se tega ni nihče že prej spomnil. Tako intuitivna pa preprosta rešitev, ki jo poštekaš takoj. The best. Zdaj je pa čas, ker naš čas je tukaj zelo omejen, da prepustim avto še romunskemu kolegu, bo še on svoje stvari pogledal pa posnel. Jaz ti bom pa malo dlje stran povedal še, kakšne pogonske variante obstajajo. To je to, da bo še on svoje posnel, mi se pa malo maknemo. Prav. Tako, nismo se lotili baterije pa pogonskih izvedenk. V osnovi imaš ti na razpolago 2 različni kapaciteti baterije. Pa da se ne bom zmotil, bom raje prebral, to se pravi neto zmogljivost oziroma kapaciteta je 49 kWh, to je single motor izvedenka. Doseg te tudi najbolj dostopne izvedenke, mislim, da je cena tam okrog 39.000 evrov, je, čak sem mal, tam okrog 344 km oziroma 300 realnih. Naslednja izvedenka, ta je še vedno z enim elektromotorjem, je pa pol single motor extended range, no tukaj pa s kapaciteto baterije skočimo že navzgor na 64 kWh, pa tudi doseg je tukaj največji možen v povezavi z EX30 in sicer 476 km. Mimogrede, prva izvedenka, ki sem jo omenil, to je navadna single motor od 0 do 100, to je ta za mojim hrbtom pospeš v 5,7 sekunde, tista z extended rangeom zato potrebuje 5,3 sekunde. No, potem prijemo pa do Volva, ki ima pospešek od 0 do 100 najhitrejši od vseh Volvov v zgodovini. 3,6 sekunde. Kapaciteta baterije je 64 kWh, doseg od oka 450 km. Ok, zdaj veš vse osnovne podatke, vključno s ceno, ki sem jo prej omenil, torej 39.000 evrov tam nekje, seveda odvisno od izvedenke. Evo, tudi romunski kolega beleži sekunde, minute in vse tiste stvari, ki jih avtomobilski novinar more, zato da domov odide z maksimalno količino materijala za pripravo ali članka, oddaje, v njegovem primeru članka. Zame se pa testne vožnje s tem avtomobilom ne končajo, čez dobre pol ure, švoh uro se bom usedel še v tistega hitrega, kjer bom preizkusil še druge elemente tega avtomobila, tudi kakšno drugo opremo, predvsem pa zvečer, ko pridemo v hotel, pravijo, da bo tam na voljo ena delavnica, kjer bomo lahko tudi v umirjenem okolju preverili še druge stvari, ki jih ta avto ponuja. Nekaj smo se že naučili, ne? A ja, mimogrede, ne? EX30 je za Volvo eden najpomembnejših avtomobilov zadnjih nekaj let. Pa še en detajček na tem Volvu sem ti pozabil pokazati in to moram priznati, da vidim prvič v življenju. Evo, tole sem hotel še pokazati. Poglej, 7-litrski prostor za kabel pod sprednjim pokrovom, da ne rečem motorja, elektromotorja, pa tukaj spodaj še malo švedske zgodbe, to se pravi EX30, pa dajmo reči švedski countryside, vključno z losom, oblaki in smrekami. Cool. Pa zdaj še nazaj gledati, poglej, enak vzorc najdemo tudi na telem predalu, ki se ga da odstraniti iz druge vrste, veš, tam, ki je pod naslonom za roko. Cool, to mi je pa všeč. Zdaj imamo pa super priložnost. Zelo pogosto povemo, na kakšen način in kje je spravljena baterija v avtomobilu. Rečemo, baterija je v podnu, zato je težišče nizko. Redkeje imamo pa priložnost to dejansko videti. Seveda so se pri Volvo to potrudili in so nam pokazali ne vrste, ma niti ne preres, ampak dejanski vpogled, kako se skupaj zgleda. Poglej, torej, to je vse tisto, kar pri Volvo EX30 ne vidiš. Tukaj na sredini je seveda baterija, iz katere črpata moč v tem primeru, oziroma v primeru te makete, kar 2 elektromotorja. Tale tukaj je na zadnji osi, tale je pa na sprednji.
vidiš? In tisti elektromotor na zadnji osi, ta skrbi za to, da ima potem avto seveda tudi štirikolesni pogon, ker prvi elektromotor navor prenaša na sprednjo os, drugi elektromotor pa navor prenaša na zadnjo os. Zanimivo, ne? Si je potem lažje predstavljati, kako avtomobilske znamke pakirajo baterije v podne in pol je tudi lažje začeti razmišljati, kako je treba baterijo tudi zaščititi, zato da vse skupaj ostane tudi varno. Ampak s tem seveda ni problemov. In na ta način je potem tudi lažje videti in razumeti vso napeljavo, ki je povezana s polnjenjem in seveda tudi pogonom električnega avtomobila. Pa samo še ena stvar, pogosto nas slišiš reči, kako so v avtomobilu dejansko uporabljeni pri tkaninah, pa pri plastiki, pri armaturnih ploščah, reciklirani materiali. No, tukaj je pa ta pot dejansko ponazorjena, da si boš lažje predstavljal, kako se ta proces zgodi. Poglej, v osnovi so tole različne vrste plastičnih smeti, odpadkov, ki jih običajno najdeš v večjih kosih, potem se to predela na naslednjo stopnjo, oziroma to so manjši in na koncu. No in na koncu iz tega pride ven takle zelo, zelo fin prah. No in na koncu te verige so potem različni plastični paneli, ki so integrirani bodisi v vrata, armaturno ploščo oziroma jo to sestavljajo. Veš, pa tudi feeling je tak malo grob. Fajn. Vidiš, in nekaj podobnega velja tudi za denim oziroma za džins. Bo zdaj gospa, ki je odgovorna za to in je strokovnjaka na tem področju, ponazorila oziroma pokazala, razložila, kako pride do tega, da se pol to znajde v avtomobilu, če zbereš ta pravo opremo. Once you discard your denim, you don't wear them. They go to the recycling company. Yeah. They shred them into small fibers, and this is exactly the fiber you get. What they do, they send it to the yarn manufacturing company. So yarn company twists them into a new yarn. That will make your new pair of denim. But what happens during the spinning process, there are so many small fibers which you can't twist together. And that is like a second waste from the recycling process. And that is the exactly 50% material we have used to make this paper-like surface. Okay. And we mix with the rest 50% of cellulose. So this is what we then get on the dashboard and on the doors, Yes. if you choose this Yeah. this trim. Yes. To je to, zdržali do konca, Madonna, dolg vlog, ne? Ja, je tudi veliko zapovedati. Lej, ne pozab, spodaj sem ti med odgovore prepopil link, če želiš ta avto videti v živo, ker potem ga v Sloveniji nadaljnja 2 meseca ne bo. Bom pa glede tega par stvari povedal tudi še na Instagramu v prihodnjih dneh, objavil kakšen story in opozoril tudi, kje lahko avto vidiš, ne samo v sredo 8.11, ampak tudi v četrtek, pa v petek, pa mogoče malce v soboto, pa piči iz Slovenije in se vrne januarja.